Ja, zdaj prvi vzgib je seveda zanikanje. Ne. To se ni nam zgodilo, da se to ne bi nam zgodilo, ne vem, sram. Ampak od zadaj je seveda glavna tema je odgovornost. A ne. Pač mislim, da je to zdaj tudi v tem času zelo pomembna tema v Sloveniji. A ne. Skratka, veste, odgovornost je nekaj, da je zavedanje tega, da jaz izberem neko vedenje in to vedenje ima neke posledice. In potem moram jaz te posledice znati nositi. Ne. Zdaj, če so seveda fine posledice, juhuhu, ampak ne, če pa niso fine posledice, oziroma če nekdo reče, stopil si mi na nogo, ne, a veste, pa nas zalije krivda. Ne. Pa saj nisem hotel, pa, ne, in se začnemo ukvarjati s sabo, namesto da bi pač rekel, glej, nisem hotel ti stopiti na nogo, vidim, da te boli, da bi bili empatični do te posledice in znali nositi to brez krivde. Ne, to je neka, bom rekel, kulturna razsežnost, kako se učimo te odgovornosti. In ja, tukaj starši seveda, ne, s takimi odzivi sigurno sodelujejo pri tem, da se otroci ne učijo odgovornosti. In odgovornost se mi zdi druga velika tema, ki se je ne uči seveda na takih primerih, ampak na nekih drugih primerih. Ne vem, zdaj pač bom rekel, prav v knjigi, ki ste jo omenila, ne, je veliko teh primerov, kako učiti otroka odgovornosti. Tudi zdaj bo izšel en delovni zvezek, ki bo polno teh primerov. Mislim, da je to zelo pomembno. No? Ne, kako se opremiti, da pač otrok zmore prevzeti odgovornost. Ne? In da pol pač ni tisto, nisem jaz. Ne? Največji problem jaz tule vidim je to, da starši, ne bom rekel, da preveč resno vzamejo. Šolsko okolje je okolje, v katerem se otroci učijo. Ne? In zdaj, če je otrok naredil, kot ste rekli, nekaj narobe, mora sprejeti neko odgovornost, neka sankcija pride potem, bodi si v opomin, v ukor. Jaz bi temu rekel posledica. In mogoče ravno tukaj, ne, kaznovanje v bistvu vodi k temu, da so ljudje, da se izmikajo kazni in pol ne prevzamejo odgovornosti. Ne. Posledica pa pomeni, se pravi, naredil si napako, kako jo lahko popraviš. Meni se to zdi zelo pomembno, da to sporočilo otroci dobijo. Ker šole pa običajno tudi, recimo, zapeljejo na ta del, recimo, ok, naredil si nekaj narobe, ampak daj pa to popravi na tak način, da boš naredil nekaj družbeno koristnega, da se bo potem izravnalo. Ampak potem nekateri starši, ne, moj otrok pa tega ne bo delal, ker ne priznam, da je naredil nekaj narobe. Šola se je zmotila. Ali pa primer, da recimo, da res gre nekaj narobe, pa naredijo to recimo 13-letniki, ki še niso kazensko odgovorni, policija reče, ja, mi ne moramo kaj narediti, sicer je protipravno, je v nasprotju z pravili šole, ampak ne moramo kaj, policija nima vzvodu, da bi kaj ukrepala. Potem starši rečejo, ja, saj policija rekla, da ni kaj narobe. Ja, je narobe, ni v skladu s tistimi pravili, kot so v šoli, nošnja, ne mislim, imeti mobilnik pri sebi, fotografirati učitelja. To pač ni po tistih pravilih šolskega reda. Kaj pa lahko naredijo, dr. Lesjak, v tem primeru, kako se lahko odzovejo starši oziroma starši žrtev in šole v takih primerih? Kaj so njihovi možni vzvodi? Kaj lahko oni naredijo, da se take težave rešujejo? Tule je zdaj zelo težko, ker vedno, kadar gremo na policijo, na sodišče, kot odvetnikov, to greš na nož. Prvi korak je, da poskušaš se znotraj ožjega kroga, se pravi znotraj šole, recimo starš, učitelj, razrednik, ravnatelj, na drugi strani starši recimo nekega storilca, da se znotraj tega kroga poskušajo dogovoriti. Če tule ne gre, ne vem, mogoče kakšna mediacija, če pa res nič od tega ne funkcionira, potem je treba v končni fazi, če gre seveda za neko ogrožanje življenja, zdravja, za neke take hude protipravne stvari, po primeru, da gre tudi za sum storitve nekih kaznivih dejanj, v takem primeru je treba iti na policijo. Recimo, mladostnik objavi gole fotografije svoje sošolke. To je nedopustno. Čeprav se mi zdi, vsi slikajo, vse je golo, ni to noben problem. Ja, je problem. To je kaznivo dejanje. Razširjanje posnetkov spolne zlorabe otroka. To ni hec. To je en vidik, se pravi ta kazenski del, drugi je pa, kot sem že prej omenil, tako odškodninski. Se pravi, ko je meni povzročena neka škoda,
jaz imam pravico zahtevati odškodnino. Pa ne mislim zdaj na tisti ameriški sistem odškodnin, ker pač poznamo, da se veliko Ja. toži, ampak ne, lej, povzročil si mi škodo, ti si mi dolžan to škodo povrniti. Zdaj, na kak način, to je vprašanje, zdaj, kako se bo pravo v naši Sloveniji razvijalo naprej Saj in kako bo to omogočalo.